donne sul balcone so bene indovinar, i giovani al cantone so meglio stuzzicar, a vecchi innamorati scaldar folle cervella, a folle cervella, a vecchi innamorati. Chi vuol la zingarella, chi vuol la zingarella, signori eccola qua, signori eccola qua. Le donne sul balcone so bene indovinar, i giovani al cantone so meglio stuzzicar, a vecchi innamorati, a vecchi innamorati scaldar folle cervello. Chi vuol la zingarella, graziosa, corta e bella, signori eccola qua, signori eccola qua, graziosa, corta e bella, graziosa, corta e bella, signori eccola qua, graziosa, corta e bella, graziosa, corta e bella, signori eccola qua, signori, signori, signori eccola qua, signori, signori, signori eccola qua. Dober dan, drage dame in gospodje, spoštovana gosta. Najprej bi se zahvalila čudoviti Tjaši Primc in izvrstnemu Jerneju Fabjanu za izvedbo dela Chi vola Zingarella skladatelja Giovannija Paisela. To delo je bilo namreč izbrano zaradi tega, ker je bil Giovanni Paiselo najljubši skladatelj Napoleona. Tako da v bistvu še enkrat najlepša hvala. Danes smo se zbrali, da se pogovorimo o v bistvu izjemno zanimivem času, turbulentnem in pomembnem obdobju v zgodovini, o času Napoleona. Lani je bila v bistvu 200. obletnica smrti, tako da v bistvu smo se odločili za to, da to nekako se dotaknemo ilirskih provinc, da se dotaknemo Napoleona. In z mano sta izjemno spoštovana novomeška zgodovinarja, Mitja Sadek. Naj samo povem, da se je v našo knjižico prikradel tiskarski škrat in smo ga malo preimenovali. Z nami sedi Mitja Sadek, ki dela v ljubljanskem arhivu izpostavi Novo mesto in deloma poklicno, deloma iz tega, ker mu je to v interesu, se zelo dobro spozna na vire, ki so dostopni tukaj v Novem mestu za taka in drugačna obdobja, med drugim tudi za obdobje ilirskih provinc. Z nami je pa tudi Matjaž Štih, ki poskrbi, da bo v bistvu naša prihodnost poznala našo preteklost. Je učitelj, je profesor na gimnaziji Novo mesto zgodovine, tako da v bistvu je bil tudi profesor od naju dveh obeh. Zdaj, tako pač je bilo, no. Ne moramo zdaj ne bomo spreminjali dejstev. Ne bomo zanikali. Zdaj, kot rečeno, Napoleona ljubši skladatelj je bil Italijan Giovanni Paiselo, čigar glasbo smo slišali v začetku. Nasploh so mu bili ljubši italijanski skladatelji kot francoski. Načeloma je rekel, da je v bistvu italijanske skladatelje lažje poslušati, zaradi tega, ker lahko vmes še razmišljaš in kuješ načrte. Zdaj, Napoleon je bil rojen na Korziki in tukaj se že pojavi prvo vprašanje njegove identitete. Kako v bistvu se je to vse skupaj začelo, da je nek Korzičan postal cesar enega izjemno pomembnega imperija in v bistvu tako zaznamoval zgodovino. Pa bi to vprašala kar Matjaža. Ja, no, najprej dober večer, vsem skupaj. Ja,
Če sem morda nekoliko provokativen, lahko rečem, ali je on sploh bil Francoz. No, seveda je bil, ker se je sam tako opredelil. Ampak, tako kot je Vesna rekla, njegov izvor je brez dvoma zelo zanimiv. Se pravi, 1769 se je rodil na Korziki. S tem, da Korzika je v 18. stoletju bilo neko umestno področje, kjer so formalno v začetku 18. stoletja je oblast sicer politično imela Genova, oziroma Genova, vendar je na Korziki bilo zelo močno separatistično gibanje ali pa suverenistično. Tam je bil en Pasqual Paoli, ki je bil nekakšen nacionalni voditelj in tudi Napoleonova družina, se pravi oče, mama in Napoleon se je sicer rodil, se pravi na koncu te neodvisnosti so bili pristaši neodvisnosti Korzike. Tako da pod vodstvom prej omenjenega Paolija so oni sredi stoletja bili neodvisni. Se pravi, več kot 10 let je Korzika imela lastno ureditev, imela so celo ustavo, bili so torej republika in imeli za tisti čas zelo napredno ureditev. Tudi kar se samega izvora njegove družine tiče, se pravi Napoleona, očeta in mame. Mama je izvirala, se pravi obe družini sta izvirali iz Italije, mamina družina je bila iz Lombardije, oče je bil, oziroma njegovi predniki so bili doma iz Toskane. In tudi oni so uporabljali doma italijanščino in tudi Napoleon se je še tam, ko je bil že postal general, podpisoval in izgovarjal svoj priimek z Buonaparte. Napoleone Buonaparte, se pravi z italijansko izgovarjavo in šele potem je prevzel to, bom rekel, francosko. Tudi relativno pozno se je naučil francoščine. Tako, ker oni so doma govorili italijansko in potem, ko se je oče odločil, da je pač čas za šolanje, ko jih je peljal njega in starejšega brata Josef, mu je bilo ime, rekel so mu najprej Giuseppe. Pač v šolo v Francijo je tam bil on kar mal izpostavljen šikaniranju v smislu, da ne zna dobro govoriti. Se pravi, so se ostali mal norčevali sošolci iz Napoleona. No, morda bi, če zaključim s to pač korziško zgodbo, 1769, v istem letu, ko se je pač rodil Napoleon, 15. avgusta, to bo zdaj čez nekaj dni, je Genova predala, v bistvu prodala ta otok, ki ga ni mogla obvladovati Franciji. Tako da 1769 je potem takratni francoski kralj, to je bil Ludvik 15., poslal 30.000 glavo vojsko v osvojitev tega otoka, ki so ga na ta način pridobili in je po tej poti pač Korzika postala francoska. S tem, da ta družina Bonaparte ali Buonaparte, kakorkoli hočete, je tukaj zdaj potem še naprej nihala, ali bi bili še pristaši suverenosti ali bi postali torej lojalni francoski državljani, s tem, da potem v končni fazi vendarle so se odločili za to francosko opcijo. Morda... Jaz bi mogoče sem eno stvar dodal, ko slišam ta njegov priimek Bonaparte, se spomnim na eno besedno igro, ki so jo skovali Italijani, povezana je pa z enim dejstvom, ki Napoleonu oziroma francoski vojski ni v čast. Namreč, ko so Francozi osvajali Italijo, pa tudi druge predele Evrope, so masovno plenili, torej ne samo živež in tako naprej, ampak predvsem so se zanimali za umetnost, se pravi za kipe, slike, in so to odvažali v Pariz, v Francijo. In Italijanom seveda je šlo to na živce, oziroma so si to zelo dobro zapomnili in so skovali eno tako, ne vem, če poznate, eno tako besedno igro z njegovim priimkom Bonaparte. Naslov ima pa Vsi Francozi so lopovi. Gre pa tako, tutti francesi sono ladri, non tutti, ma Bonaparte. Vsi Francozi so lopovi, ne vsi, ampak večina. Na ta način so, malo bi rekel, podregli v ta problem, ki je dejansko obstajal. Francozi takrat niso plenili samo po Italiji, ampak tudi recimo v Flandriji, v Nemčiji. In ko je bilo konec vojne, je seveda večina teh umetnin potem šla nazaj. Drugače pa Napoleon je seveda verjel, da si Francija zasluži vse to. To sploh ni bilo problematično. On je imel celo plan, da, mogoče poznate, v Rimu je en čudovit, visok Trajanov steber,
v spomin na Dečanske vojne in Napoleon je preprosto naročil, jaz hočem ta steber v Parizu. Ne. Ampak potem so ugotovili, da je vseeno malo previsok, da stvari so preveč zapletene in so potem naredili neko kopijo takšnega stebra, njemu v čast seveda, v čast njegovih zmag. In še danes stoji na Place Vendôme v Parizu. Ne. Tako da to je sem toliko ena ideja, no, glede tega. Ne. Skratka, ja, v bistvu pač Napoleon nekako naknadno sprejme francosko identiteto, jezik, kulturo. Zdaj, nekaj, po čemer je on zagotovo najbolj poznan, so njegove vojaške sposobnosti. On je bil že v bistvu za časa šolanja izkazal izjemen talent kot strateg, bil je zelo vesten študent vojaških strategij, bil je tudi opcijo, da gre v bistvu študirati na prestižno šolo za vojaške taktike, ampak potem vendarle v bistvu je on pristal pa v artileriji, ne, za katero se načeloma pravi, da neki višje plemstvo ne konča glih v artileriji, ker tam moraš dejansko nekaj znati. Ne. Se pravi, če hočeš s tem upravljati, moraš biti tehničen in moraš nekaj poznati, kar pa že višjemu plemstvu ne priteči. Ampak mogoče spet vprašanje za oba dva, ali pa malo večji poudarek, Matjaž, boš ti poudaril, zakaj je bil on tako izvrsten strateg, kje se pokaže vsa ta njegova vojaška genialnost? Ja, torej tako kot je Vesna rekla, ne, se pravi, on si je izbral torej smer artilerije oziroma topništvo, ker je do revolucije, se pravi do 1789 bila za plemstvo so bili rezervirani častniški položaji, posebej je bila najbolj čaščena konjenica. Ne. In on ni bil plemič oziroma oče, njegov je sicer zrihtal neke papirje iz Italije, da so plemiči, ampak to je bilo malo tako. Tako kot je rekla Vesna, je potem pristal na topništvo. Ne. In se je tudi bil izvrsten učenec, še prej v srednji šoli in potem tudi na akademiji. Ne. No, zdaj pa, če sem mogoče bolj konkreten, ne, kaj je bilo zdaj, oziroma bi prej še eno tako splošno okoliščino. Ne. Lejte, on ne bi mogel narediti take kariere, kot jo je, če ne bi bilo prej revolucije. Ne. Absolutno, ja. Ker revolucija je pač pometla staro družbo, vključno se staro vojsko, kar pomeni, da so lahko na pomembne častniške položaje prišli tudi neplemiči. Ne. Nasploh je revolucija prinesla ogromno družbeno spremembo. Ne. Ampak če ostanem samo pri vojski. Ne. Veliko častnikov, ki so bili do revolucije na položajih, je pač ali zapustilo vojsko, ker ni hotelo podpirati nov revolucionarni režim, ali so bili pač pregnani, ali so bili odstranjeni na silo, ali so pa nekateri celo postali aktivni protirevolucionarji. Skratka, v častniškem kadru je bil ogromen osip. Tako da je potem ta nova revolucionarna oblast seveda dajala na položaje ljudi, ki kot Napoleon so bili izobraženi, pa niso imeli visokega porekla, ne? Mislim vojaško izobraženi, ne? Ali pa take, ki sploh niso bili ne vojaško, ne sicer izobraženi, pa so se izkazali pač z bojevitostjo, borbenostjo, predanostjo in tako naprej. Ne? Tako da mislim, da je to ena taka splošna okoliščina, ki je prav, da jo imamo pred očmi. Ne? Kar se pa čist vojaških stvari njegovih tiče, ne? In idej in uporabe, je ena stvar glede topništva. Ne? On je začel topništvo uporabljati drugače kot so ga, skratka skoncentriral je na določenih mestih, se pravi svoje topove in niso bili enakomerno razporejeni recimo po celem bojišču in je s tem pač dosegel koncentracijo na enem mestu in tam dosegel pač preboj, če tako rečem. Ne. Potem druga stvar je bila ta, da je vojsko reorganiziral, da je bila razdeljena na več korpusov, se pravi na več manjših vojska, ki so delovali samostojno in znotraj teh korpusov je bila tako konjenica kot artilerija, kot pehota. In vsak od teh poveljnikov je imel veliko avtonomijo. Ne? Sicer je od njega dobil neke določene ukaze, ampak so delovali precej svobodno. Ne? Zaradi tega so bili tudi bistveno hitrejši in so vedno znova presenečali klasične armade, avstrijsko, prusko, rusko in tako naprej s svojo hitrostjo, ker so nenormalno hitro prišli nekam. In nasprotniki nikakor niso mogli ugotoviti, kje je zdaj glavnina nasprotnikovih enot, ker glavnine ni bilo. Napoleon je potem to skoncentriral v zadnji trenutek in nasprotnika torej presenetil. Se pravi hitrost, presenečenje, uporaba topništva. Morda še dve stvari. No. Ena stvar je brez dvoma ta, da so bili toliko hitrejši kot klasične armade,
ker se niso oskrbovali tako, da bi oskrbo vlekli sabo, če rečem po domače, ampak so se oskrbovali v krajih, kamor so prišli. Se pravi, oni niso iz Francije vlekli vse v Novo mesto in čakali na oskrbo, ampak so tukaj vzeli cviček, klobase in vse, kar se jim je zdelo, da je pač umetnine, ženske, moške, karkoli že. In so zato postali mnogo hitrejši. In pa še en element bi mogoče izpostavil, psihološki. To je bila revolucionarna armada, ki je delovala tudi na, bom rekel, ideološki oziroma ta pogon, borimo se za boljši jutri, za svobodo celega sveta in tako naprej. In niso bili zgolj samo profesionalna vojska, ki se bori za to, kar se pač mora boriti. Je pa tudi sam Napoleon bil zelo dober motivator, vedno je imel govore pred bitkami, vedno jih je znal navdušiti, jih je znal, bom rekel, nekako motivirati, če mislim, da pravi izraz za to, tudi družil se z navadnimi vojaki, ni bil nekje daleč stran, odmaknen, ampak je pač poskušal biti del njih in jim je dal nek občutek, da so oni neka, bom rekel, neka celota, neka skupina, ki se borijo en za drugega. In z vsemi temi stvarmi, tudi se pravi s temi psihološkim vidikom in pristopom, je francoska armada bila kar 10 let, če ne več, nepremagljiva. Potem so pa drugi začeli počasi slediti, so se učili. Zoprni, ne? Ja, zoprno, ne. Ja. O Napoleonu bi se dalo res razlagati veliko. To je ena najbolj fascinantnih osebnosti verjetno v zgodovini človeštva, tako pozitivna kot negativna, da ne bo kdo mislil, da je to nek fan klub Napoleona zdaj. Seveda je gospod bil zelo problematičen tudi, zelo veliko grehov je imel na grbi, ampak ni pa tako, bi rekel, tako kot v Google vtipkaš recimo, dobiš to take ideje, nekaterega primerjajo s Hitlerjem recimo. Jaz mislim, da take primerjave sploh ne zdržijo, ker za Hitlerjem recimo je ostalo samo pepel, prah, trupla. Za Napoleon pa tudi kaj drugega, tudi kaj dobrega. In seveda bil je v prvi vrsti vojak, izjemen vojskovodja. Predvsem je prebiral Cezarja, debelo Galiko, to je imel najrajši, in on se je smatral tudi za nekega naslednika Julija Cezarja. Ampak ni bil sam vojak, on je v bistvu potem pač državnik. Ja, predvsem se pravi to, kar je za sabo pustil, to se mi zdi, da je zelo pomembno. Po vseh teh se pravi porazih, Leipzig, Waterloo, seveda je Francija bila tista, ki je bila največja žrtev. Se tu lahko tle usporednice delamo z nekimi velikimi nacionalisti, tudi recimo v drugi svetovni vojni, Hitler, ko je bila dejansko potem na koncu največja žrtev sama Nemčija. Ravno tako je bilo s Francijo. Francija po Napoleonu praktično, če pogledamo njeno zgodovino, se ni nikoli pobrala. Od Napoleona naprej praktično ni za samo več ali manj poraze. Ampak to, kar je pomembno, v bistvu, kar je on pustil, ne samo Franciji, ampak praktično Evropi in celemu svetu, pa se mi zdi, da pogosto pozabljamo. Namreč današnji svet je v veliki meri posledica Napoleonovih vojn. Mislim, da se tega ne zavedamo. Se pravi, država, kot jo danes pojmujemo, moderna meščanska družba, enakost pred zakonom, recimo, pred zakoni, potem recimo ločitev uprave od sodstva, ločitev države od cerkve, potem gotovo sem še kaj pozabil. Se pravi, tukaj je polno stvari, za katere je v bistvu nek način zaslužen v narekovaju Napoleon. Namreč mi se moramo zavedati, da te ideali francoske revolucije so ostali dejansko v Franciji. Ko je pač francoska revolucija nastala, so vse okoliške države zadrževale te ideje pri sebi. In dejansko niso pustile, da bi prodrle v Avstrijo, Habsburško monarhijo, Anglijo, Španijo in tako naprej. In šele Napoleon je v bistvu, s tem, ko je osvojil praktično celo Evropo, te ideje potem tudi de facto svojim zakonikom, recimo, kot Napoleon, prenesel torej na polje celotne Evrope. In dejansko naš svet je
dejansko svet Napoleona. Sicer so po Napoleonovih porazih leta 1815 še uspevali nekako zadrževati. Ne? Se pravi, so se hoteli vrniti na star režim, ne, na Dunajskem kongresu. Ne. Ampak revolucija je naredila svoje. Ampak dejansko ni bilo več poti nazaj. Ne. Ja. Leta 1848 ne, je to potem dokončno izbruhnilo, ne, in ta moderni svet, ne, ki ga danes živimo, ne, danes nam je to samoumevno, ampak takrat ni bilo. Ne. Se pravi, to je bil res oster prelom med nekim starim feudalnim svetom in novo meščansko družbo. Ne. Mogoče bi sem še poudaril enakost med verami in take stvari. Se pravi, to je vse prenesla vladavina Francozov. Ne. Se pravi, ni samo negativna oseba, ne, seveda je tudi negativna, ne. Vsaka vojna, okupacija je negativna že samo po sebi, ne, ampak je tudi ima tudi zelo veliko pozitivnih ja, ker čistokrat se v bistvu Napoleona vsega preprosto imenuje kot diktatorja. Ne? Zdaj, Seveda, lahko se ga, se je upravičeno, ampak imel je nek način srečo, da je imel to vsebino, ne, torej francoske revolucije, ne smemo pozabiti, da je bil on je bil montanjar, on je bil pripadnik jakobincev, ne, najbolj radikalnega krila, ne, se pravi, on je dejansko verjetno verjel, ne, v te ideale, ne. Sicer potem, seveda, ko je postal cesar, je postal bolj pragmatičen, ne. Ampak mogoče za konec povem še eno anekdoto, ki mislim, da je pa res zelo neznana, ne, in tle vedno lahko bolj paralele vlečemo, ne. Enkrat sem Hitlerja že omenil, pa lahko tudi tukaj boste se hitro spomnili. Namreč leta 1785, se pravi, to je bilo 4 leta pred revolucijo francosko, ne, je Napoleon končal z svojim šolanjem za torej častnika, ne. Star je bil 16 let in ni vedel, kaj bi počel. Ne. In se je prijavil na nek izbor, ne, da bi šel z ladjo po celem svetu. Ne. Ena ladja je bila taka mogočna, ne, in so hoteli pač raziskati cel svet. Ne. In je malo zmanjkalo, da ne bi bil sprejet. Ne. Ampak kaj se je s to ladjo dogajalo? Ne? Torej, ladja je plula po celem svetu leta 1789, ko je bila revolucija, je bila v Avstraliji, recimo, ne? Se pravi, on bi kompletno zamudil, ne, francosko revolucijo, ne? Ko je šla pa iz Avstralije proti Franciji, je pa neznano kam zginila. Ne? In vsi so umrli, so nesrečno končali. Ne? In rekel, smrt Napoleona bi sigurno pomenila tudi drugačno zgodovino, ne? Ker malo je takih ljudi, ne, ki so tako v bistvu samostojno vladali. Ne? Napoleon se ni posvetoval, ne? Zdaj bomo pa to naredili. On je preprosto se odločil, ne? Zdaj bom pa ustanovil Ilirske province, pa jih je ustanovil. Ne? To ni bilo nobene komisije, ne, za ustanovitev, nobenega debate. Ne? Se pravi, tu so te ljudje, ki se sami spreminjajo zgodovino. Ne? To je fascinantno. V bistvu, ne? Ja, pač resnično je fascinantno, da nekdo v bistvu iz neke vojaške funkcije, ne, se lahko prelevi tudi v državnika. V konec koncev sicer pravijo načeloma, da njegovi začetni politični govori niso bili tako navdihujoči, kot so bili njegovi govori vojaški. Ne, vojaški tam je res držal populus. Ne, vojak ne je bil. Ne. Ja, ne, ampak še zmeraj je v bistvu, mislim, naredil kot državnik resnično ogromno. Ne. Po drugi strani se pravim, tudi ta cela tenzija, ne, da prodre do Rusije. Mislim, od kje prihaja, mislim, čemu sploh ta potreba, da se ponaša to revolucijo naprej, ali kako? Mitja? Ja, mislim, jaz tle vedno pol, ne, zgodovina se res tako neverjetno ponavlja, ne. Če pogledamo recimo drugo svetovno vojno, ne, in seveda imamo drugo državo, ki zavlada v Evropi, ne, dejansko samo 2 državi še ostaneta nepremagani, ne, to sta Anglija, ne, in Rusija, ne. In ravno tako kot je Hitler, ne, potem ko Anglija ni mogel premagati, je šel na Rusijo. Praktično enako je naredil Napoleon. Ne. Ne smemo pozabiti, Napoleon je hotel vladati svetu. Se pravi, on ni bil njegov načrt ni bil zavzel bom Evropo, on je hotel zavladati svetu, celemu svetu. Ne. Bil je kar megaloman. Čisto, se pravi, novi Aleksander Veliki, ne, on ni, se pravi, za njega Evropa ni bila nič. Ne. In seveda glavna ovira pri vladavini sveta, ne, je bila Anglija. Ne. Se pravi, to je bil njegov glavni sovražnik, ne, in se pravi, Anglijo je hotel naprej premagati, je že zbiral vojsko tam v
Boulogne-sur-Mer, mislim, da ne. Tako, ob Rokavskem prilivu. Je že zbiral vojsko, da bi prekoračil Rokavski priliv, ne, ampak seveda vsi vemo zaradi Nelsona, ne, ki je takrat potem premagoval. Ne. Sploh je Anglija bila pač tudi potem kasneje v 19. stoletju in 20. mornariško tudi superiorna, boljša, ne, tako da te kopenske države niso uspele pač borirati. In potem seveda hotel je zavzeti Indijo, ne, kot angleško kolonijo. V Avstraliji je bila že njegova odprava, v zahodnji Avstraliji, ne, so že nekaj tam šarali, ne. Ampak njegov glavni cilj so bili pa Karibi, ne. To pa mogoče je malo manj znano, ne. Torej nekaj karibskih kolonij je imela Francija, ne. In on je v bistvu, to je pa v bistvu absurd zgodovine, ne. Francoska revolucija je ukinila suženjstvo v vseh francoskih kolonijah, ne. In se to mnogi učitajo Napoleonu kot največji greh, ne. Kaj pa on naredil, ne? On je pa, ker je hotel v Haitiju kot glavni francoski koloniji in še okoliških manjših otokih, ne, ter Luzijani, ne, to mogoče poznate, ne, da je bila Luzijana, je bila takrat francoska, ne, je hotel pač spodbuditi uvoz novih sužnjev in je zopet torej dopustil suženjstvo, ne, ga je v zakonu, ne, kar je zdaj pač, ne, mogoče ste kaj spremljali v Franciji, zdaj je glavna debata, ne, to mu štejejo kot velik greh, ne. Ampak ker so pa v Haitiju se je zgodila potem ena osvobodilna vojna leta 1803, to je tudi mogoče malo manj znana zadeva, ampak zelo pomembna. Namreč gre za prvo svobodno državo bivših črnskih sužnjev, ne. In ker je on Haiti izgubil, ne, na Haitiju še danes govorijo seveda francosko oziroma kreolščino, ne, je potem ZDA prodal tudi Louisiano, ne. To je ta znameniti Louisiana Purchase, ne, eno leto kasneje, ne, in to je Američani temu pravijo največji posel, ki smo ga naredili v zgodovini, ne. In takrat se je pol on umaknil, ne, dejansko in je pozabil na kolonije, ne, oziroma in mislim, da je potem se usmeril na Rusijo, ne, bolj, ne, da je bil to nek razlog, ne, da druge poti ni bilo, ne. Sem še ena pombica, ne, iz Karibov je bila tudi njegova prva žena doma, ne. Martinik, ne. Na Martiniku se je rodila njegova prva Josefina. Oni so imeli plantaže sladkorja. Njeni starši, oče. Njega to ni motilo, ker ona ga je upeljala v višjo družbo, pa je bila zelo dobra v poslu. No. Ja, o Josefini je kar nekaj anekdot, ne, načeloma tudi v bistvu ona je bila, tudi on ni bil njen prvi mož, ne. V bistvu je v tej neki visoki francoski družbi ona imela kar nek tak renome, mogoče Matjaž bi vam pisal ta renome. No, lahko, seveda, ne, mislim, ona je bila vdova, no, ko sta se spoznala z Napoleonom, če tako rečem, ne, njen prvi mož je bil general tudi, ki ga je pa oblast obsodila na smrt, ker je izgubil neko bitko proti nasprotnikom, proti Avstrijcem, ne. In so njega obtožili, da je on kriv in so ga usmrtili. To je pač čas francoske revolucije, ne. Tako da ona se je potem pač z giljotina in tako. Letele so glave gor pa dolje. Absolutno. Tako da ona je potem se preživljala, imela je 2 otroka z njim, sina in hčerko, kot torej mlada vdova. V času revolucije je živela v bistvu tako, da se je družila z raznimi temi pomembneži, ne. V salonih so se pač družili in imela ljubimce različne, pomembneže. No in Napoleon je nekako tudi začel zahajati v to družbo, jo spoznal v enem od teh salonov in nekako mu je tudi Barak, ki je bil nekakšen njegov političen boter, namignil, da je ta mogoče pa ta gospa torej zanimiva. On je bil tudi njen ljubimec, ta Barak, ne. In je potem nekako mu prepustil torej to Josefin, tako da ona dva sta priporočal, no, praktično. Spoznala sta se, mogoče je to zanimivo, ne, se pravi, mislim, da je decembra 93, ne, oziroma, pardon, 94, že januarja potem sta bila par in poročila sta se potem že marca, se pravi, šlo to zelo hitro, s tem, da je on potem po parih dneh mogel iti v Italijo, ker je tam dobil poveljstvo nad armado in ona ni hotela iti z njim, ne. Je ostala v Parizu potem še 3 mesece, on je pisal vse sorte, grozil, prosil, zahteval, ne vem kaj. Ona je imela zmeraj izgovor, da zakaj ne more priti za njim, ne.
Tako da njuno razmerje je bilo zelo pestro, zanimivo, ampak mogoče bomo še kaj drugega. Ja, no, mogoče pa zdaj pa odprimo še to resnično pomembno temo, ki se reče pa Ilirske province. Kaj pravzaprav so bile Ilirske province? Tukaj so v bistvu prinesle precej tako administrativnih kot v bistvu nekih revolucionarnih zamisli. No, mogoče samo najprej okvir, pa bo potem Mitja kakšne detajle. Okvir nastanka provinc je pač ta, da je, kot je Mitja rekel, velik Napoleonov sovražnik je bila Anglija, ki jo ni mogel premagati vojaško, zato se je odločil za sankcije, se zdaj temu reče. Se pravi, uvedel je celinsko zaporo, kar pomeni, da je prepovedal evropskim državam trgovanje z Anglijo. Seveda so švercali in tako naprej, ampak ok. No, in tiste države, ki se tega niso držali, jih je Napoleon potem kazensko napadel in jih je na ta način kaznoval. To je bila Portugalska, to je bila Španija. In leta 1809 je bila to tudi 1809, ja, je bila tudi Avstrija. Vojaško je premagal in vzel ozemlje ob morju. Zakaj? Zato, da pač se ne da trgovati z Anglijo. Hkrati je pa pred očmi imel tudi ta vidik, se pravi utrditi celinsko zaporo in pa dobiti ozemeljski stik s Turčijo. Bosna je bila takrat pod turško oblastjo, seveda. Namreč oni na nek način, kot je Mitja prej rekel, sanja o tem prodoru proti Indiji, zato je recimo šel tudi v Egipt v nekem času. Skratka, in je v Turčiji videl nek most za naprej, kot surovinsko bazo na nek podoben način. Tako da province so nastale iz teh dveh vzrokov. In so Francozi potem tukaj začeli vladati zelo resno in spreminjati marsikaj. Bi Mitja mogoče ti malo opisal, kako je pravzaprav? Bi se dalo res marsikaj povedati. Zdaj ena štorija prav, da je on v bistvu Ilirske province ustanovil kratko, malo, rekel. Iz dolg časa. Ja, čist neprepravljeno. In sicer bolj kot imel je nek načrt, da bi jih zamenjal kasneje z Avstrijci za Galicijo. Namreč tam so živeli Poljaki, in Napoleon seveda je nekako hotel oživeti to poljsko državo, tudi verjetno kot neko tampon cono, malo proti Rusiji, hotel imeti neke zaveznike. Ja, pa tudi eno Poljakinjo imel zelo rad. Točno, ja, celo otroka je imel. Je to sina, ne samo otroka. Ja, Ne samo. Ti, Matjaž. Se upravičujem. Skratka, ampak ni bil pa priznan, tako da v bistvu ni bil njegov naslednik uradno, ampak ona ga je še obiskovala recimo na Elbi. V glavnem, in hotel je v bistvu Ilirske province samo imeti kot za neko zamenjavo. Ampak mislim, dejansko se je pokazalo potem, ko so Francozi sem prišli, da so resno vzeli posel. Se pravi, glede na to, kdo je bil tukaj guverner teh Ilirskih provinc, kdo so bili uradniki, to se vidi, da so dejansko Francozi to zelo zares vzeli. Je bil pa en zelo velik problem. Se pravi, Francozi niso prišli samo počivati, oni so najprej seveda vojaško zavzeli zadevo, se pravi spomladi in poleti 1809, potem so pa imeli pa za cilj, da naredijo novo ureditev, ustavno pravno. To je fascinantna zadeva. Se pa to ni samo pridem, okupiram, jem, pijem, plenem, ampak to je dejansko neko resno delo. Franci niso bili zmeraj najbolj navdušeni nad temi ilirskimi provincami. Definitivno, praktično nihče. Se pravi, če gremo kar po vrsti, recimo, kmetje. Kmetje so absolutno sovražili novo oblast, ravno zaradi tega, ker sicer Francozi so omilili fevdalni sistem, so 20% so znižali fevdalne davke, ker niti ni toliko malo, ampak fevdalizma niso ukinili. Še zmeraj so bili kmetje dolžni delati tlako in tako naprej. Potem meščani so bili jezni na Francoze, zaradi tega, ker so dejansko recimo ukinili cehe, se pravi neke privilegije obrtne. Trgovina ni ravno funkcionirala zaradi celinske zapore, to smo že prej omenili. Plemstvo je sovražilo Francoze, zaradi tega, ker seveda Napoleon je vzel plemstvu vse pravice, se pravi na področju uprave in sodstva.
In vsi ljudje so bili, rekel, enaki, ne, pravno gledano, vsi so bili enakopravni. Ne, se pravi, vsi privilegiji so bili odpravljeni. Cerkev je prezirala Napoleona, ne, oziroma vse pač Francoze, ne, zaradi tega, ker so prvič vzeli svojim sodstvo, ne, šolstvo, se opravičujem, potem in vse privilegije, ki so izhajale iz fevdalnih pravic, ne, tudi, ukinjali so tudi samostane, potem civilna poroka je bila obvezna, ne, se pravi, ti si se moral najprej civilno poročiti, ne, potem si se pa lahko tudi cerkveno. Ne, se pravi, to se sliši zelo moderno. Ne, takrat je bilo pa to je bil škandal. Ne, se pravi, župan je poročal zdaj od takrat naprej. Ne, leta 1809 ne, je župan naredil 3-krat oklic, ne, in je on poročil pač par. Ne. Ne, se pravi, matične knjige torej niso več vodili v cerkvi, ampak država. Ne. Se pravi, razen ozkega kroga intelektualcev, nekih mogoče veletrgovcev, ne, spomnimo se recimo na Vodnika, ne, Napoleon reče Ilirija vstan, ne, kako že gre. Ne. Se imamo v Ljubljani spomenik, ne, na trgu francoske revolucije. Ne. Ljubljana, by the way, ne, to je mislim, da eno redkih mest izven Francije na svetu, ki se ponaša z praktično spomenikom, ki slavi Napoleona, francosko revolucijo in tako naprej. Ne. Mislim, da je zadnjič mi en kolega rekel, da je v Bratislavi še, ampak nisem šel preveriti. Je bilo premalo časa. Skratka, ampak to, kar bi hotel povedati, mogoče za zaključek tega, ne, zakaj so ilirske province pa tako dolgoročno bile pomembne. Ne. Se pravi, prvi razlog je ta, da so ti ljudje, ne, vsi, ki so tukaj živeli, čeprav so vsi dejansko več ali manj prezirali, ne, to novo ureditev, ne, so po 500 letih, rekel, zamenjali kulturno okolje. Ne. Vi si morate predstavljati, ne, da so Habsburžani tukaj vladali od 13. stoletja, ne. Se pravi, to je bil nemški kulturni krog, ne. Nemščina je bila pač nek višji jezik, ne, jezik neke višje kulture, ne, in dejansko so takrat ljudje prvič ugotovili, da ta habsburška oblast ni edina možna. Ne. Se pravi, dobili so izkušnjo neke nove kulture, prišli so neki Francozi z nekim jezikom, ki ga večina seveda ni razumela, ne, z neko novo kulturo, z nekimi novimi vrednotami, ne, se pravi, to je bil nek šok, ne, totalen šok, ne, za večino ljudi. Ne. Ne, se pravi, to je prvi razlog, ne, se mi zdi zelo pomemben, za naprej. Ne. Ljudje so videli, ne, se pravi, predvsem meščanski krog, da zmorejo tudi brez Habsburžanov, recimo, ne, ena taka izkušnja, trajala je samo 4 leta, ne, ampak je bila pomembna. Ne. Druga izkušnja, ki je bila zelo pomembna, to sem že prej malo govoril na začetku, ne, je ta, da so Francozi dejansko uvedli čist drug državni sistem, kot je bil prej, ne, upravni sistem. Se pravi, vsi so postali enaki pred zakonom. Se pravi, stanovska država je bila ukinjena, nobenih privilegijev ni bilo. Ne. Se pravi, vsi so bili enaki, neka nova skupnost je začela nastajati. Ne. To je zelo pomembno v smislu tudi razvoja, po eni strani razvoja nacionalizma. Ne, se pravi, ljudje so se začeli počutiti kot neka rekel, povezana skupnost, ne, ker prej ni bilo, ne, prej je bil kot nek kastni sistem. Ne. Kmetje so živeli zase, meščani, razredna družba zase, plemstvo zase. In zdaj se je v bistvu to telo, ne, prvič povezalo v neko rekel, celoto. Ne. In še nekaj je zelo pomembno, ne. Se pravi, Francozi so prvi začeli poudarjati, da je pomembno, kaj narediš v življenju. Ne. Se pravi, prej je bilo pomembno, v kakšni družini se rodiš, ne. Se pravi, družina, denar in tako naprej. Ne. Napoleon pa sam, to je v bistvu on sam dejansko primer tega meritokratskega principa. Ne. V življenju boš to, kar boš naredil, kar si boš zaslužil. Ne. Recimo, da si lažje predstavljate, ne, ko naš premier govori, ne, da bo recimo, ne, da bojo kadrovali po strokovnih principih, ne pa po političnih. To je to. Ne. In kakor slišim, je že pozabil na to obljubo. Napoleon se je pa kar držal.
Kako? Napoleon se je pa kar držal. Napoleon se je pa do konca držal. Ne? In Napoleon je bil zelo ponosen na to, ne? Da v bistvu ima vsak človek možnost, ne? Seveda to je trajalo potem desetletja, ne? Da se je to uresničilo, ne? Ampak ideja je bila neka nova, ne? Popolnoma nova, se pa vsi ljudje smo enaki, imamo enake možnosti. Ne? Se pravi, zaradi tega se mi zdi to izjemno pomembno. In tretji razlog je bila pa slovenščina. Ne? To je sicer a si hotela kaj reči? Glih sem hotela vprašati, kar se tiče jezika, ki je Ja, postal nov. tukaj je pa, ne, mi Slovenci imamo mit o Napoleonu. Ne, Pa ne enega, več. Več Ja. ne, mitov, ne, ampak en izmed mitov pravi, ne, Napoleon je, ne, to je tudi vodnik pač malo zaslužen, ne, je pretiraval seveda, ne, pač je imel pač neke plačane službe, ne, tam, ne. In seveda Francozi so zaslužni za neko renesanso jezika in tako naprej, ne. Mislim, oni so dejansko dali slovenščini več prostora, to je res, ne, ampak bolj so neke nastavke postavili, ne, se pravi, bolj so imeli, to so bili neki načrti, ne. Se pravi, slovenščina nikakor ni bila jezik v uradih, to je bila še zmeraj de facto nemščina v resnici, ne, čeprav na višjih nivojih tudi francoščina, ne. Edino v nižjem šolstvu, ne, se pravi, v osnovni šoli pa nižji gimnaziji je bila slovenščina. Spomnite se na vodnika, ki piše učbenike in tako naprej, ne, je bila nemščina kot učni jezik že, ne, tako da nekako bolj slovenščina, se pravi, vseeno lažje se diha, ne, pod Francozi v smislu uporabe slovenščine. Pa še nekaj je pomembno, ne, to je mogoče tudi ni toliko znano, ne, Francozi v Ljubljani ustanovijo univerzo, ne, akademijo, ne, se pravi, mi imamo že za časov ilirskih provinc, ne, imamo 5 fakultet in akademijo, ne, to je, se pravi, če pomislimo na to, koliko smo se potem pod Habsburžani bojevali za to, da bi imeli univerzo, ne, pa nikoli niso hoteli Nemci nam tega dali. Pozno je šele prišla, ne? Pozno, se pravi, šele potem, ko Habsburška monarhija propade, ne, češ, nimate literature v slovenščini, vsi razlogi so bili dobri, ne, se pravi, Peter Vodopivec pravi, ne, Francozi so v 4 letih naredili glede tega več kot Nemci v 1 stoletju. Ne, to je delno res, ne, se pravi, ampak zdaj, zakaj je tako bilo, to bi se dalo še razpravljati. Hotel sem opozoriti na ene par pomembnih stvari, ki se mi zdijo tako dolgoročno pomembni. Ne, absolutno, to so pač pomembne stvari, ne. Zdaj bi pa mogoče se pa malo usmerili še na to našo predrago regijo Dolenjsko. Kaj so pa Francozi v bistvu naredili tukaj, ne vem, v Novem mestu oziroma Dolenjski današnji? Specifično. Se pravi, načeloma so delali tukaj, ne, to, kar so tudi v drugih krajih, ne, ni bilo neke strašne revolucije, ne. Zdaj sicer francoska doba Novega mesta je zelo slabo raziskana, to moram že takoj povedati, ne. Praktično edini, ki se je s tem ukvarjal, je bil Ivan Vrhovec, ne. Ne vem, če veste, on je pisal konec 19. stoletja, ne, in bil je precej nezanesljiv v svojih trditvah, ne, tako da bi bilo treba praktično vse, kar je napisal, preveriti. Ampak če vseeno ene par stvari omenim, ki so pa vendarle specifične za Novo mesto, ne. Najbolj znana stvar je sigurno torej znameniti kmečki upor, ki je bil leta 1809. Še to naj omenim, Francozi so 3-krat bili v Novem mestu, 1797, to so prvič prišli, ne, ostali so kakšen mesec, 2, ne. Potem 1805 so ravno tako prišli sem, tudi po 2 mesecih so zbežali, kot neki turški upadi. To pa naslednje leto temu. Aha, okay, no, ne prehitevajmo. No, pol 1809 so pa nekako kar ostali 4 leta. Ne? No, ampak preden so oni seveda ustanovili ilirske province, ne, se je tukaj marsikaj dogajalo, ne, in ta znameniti kmečki upor, ne, tega bi moral omeniti, ne, ki se zelo veliko govori o tem v literaturi. Ne. Namreč gre pa za to, ne, stvar je precej nenavadna. Ne. Kmetje, ne, predvsem iz okolice Žužemberka in Hinje, torej govorimo o Suhi krajini, ne, so se organizirali v tako imenovano črno vojsko. Ne. Mogoče ste že slišali za ta izraz, to iz časa Turkov izhaja. Ne. Se pravi,
kmetje oblečeni pač čisto navadno. Ne, Brez uniform. Brez uniform, nobenih oznak, oboroženi z gnojnimi vilami, kosami, priostrenimi koli, tudi kakšno puško, ampak teh je bilo zelo malo, ne, so se organizirali in so pač šli na Novo mesto. Ne. Mi bomo pač zdaj osvojili Novo mesto. Ne. Ampak problem je bil v tem, ne, ker so se tukaj srečali z praktično najboljšo armado na svetu, ne, takrat. Ne. In seveda izid je bil že vnaprej znan. Ne. Zato nekateri zgodovinarji nek način tako malo z nekim posmehom gledajo na to. Ne. Nekateri pravijo, ne, da so se kmetje kar sami organizirali, ne, kar samo iniciativno. Brez pomoči. Ampak v resnici zelo verjetno je, da so bili posredi, da je bila posredi oblast, namreč ta je stalno spodbujala k uporu, ne, k organizaciji brambovcev, črne vojske in tako naprej. Ne, bivša oblast v bistvu. Ja, mislim, pač avstrijska oblast, seveda. Ja. Tudi agente je pošiljala po vaseh in tako naprej. Ne. Skratka, da skrajšam, oni so prišli sem, lepo prodirajo proti Novemu mestu, pobirajo še kmete iz teh okoliških vasi, pridejo v Novo mesto, ne, in potem se zgodi ena taka scena, ki po mojem se še ni zgodila v Novem mestu, pa upam, da se ne bo nikoli več, se pravi poulični boji. Ne. Dejansko so se streljali tukaj, ne, po teh ulicah, Francozi so tle je bila pošta, Fichtenau, družina je imela pošto in tukaj so postavili 2 topova in so malo postreljali, ne, tako da so se potem kmetje pač razbežali. Ne. Po nekih poročilih naj bi jih 40 ubili in torej v reko vrgli. Ne. Še prej, torej vzporedno s tem naj bi pa nek kmet iz Bršljina, ne, splezal na ta znameniti zvonik kapiteljske cerkve, a zdaj zvoni? Tole je, Tudi, ne? Tale je, ja. Če še niste bili gor, vam zelo priporočam, ravno pred kratkim sem si ogledal ta čudovit pogled iz zvonika. Ne? No in ravno kar zdaj pravi, da je res to, kar Mitja govori, kar se spomni. To ni naključje. Seveda, absolutno. No in potem ta kmet spleza gor, zato da bi zvonil kot nekakšen alarm. Ne? Da bi vse prebivalce spodbudil k uporu in Francozi, ko to vidijo, ne, da so šli tja in so ga vrgli dol, ne, nesrečnika. Ne. Ampak to, kar je še v bistvu še bolj pomembno od tega samega upora, ne, je to, da so potem Francozi v naslednjih dneh šli na nekakšen maščevalni pohod in so požgali par vasi, Bršljin, Cegelnico, Muhaber, pa Malobučno vas. Ampak to, kar je najbolj zanimivo, ne, oni so en dan prej napovedali, da bojo šli požigati. Ne. Tako da pač ni bilo žrtev. Ni bilo žrtev, kmetje so se umaknili, ne, ampak seveda ostali so brez strehe nad glavo, ostali so brez hrane in tako naprej. Ne. Tako da to je bil seveda. Nekateri zgodovinari celo, ker mislim, da je malo pretirano, ne bom priimkov omenil, primerjajo ta francoski maščevalni pohod celo z roško ofenzivo italijanskih vojakov med drugo svetovno vojno. Ne. Se pravi, vemo, kaj so Italijani takrat delali, ne. To so bile pa res hude stvari. Ne. Argument za to pa naj bi bil ta, ne, da so ti francoski vojaki v resnici bili Italijani, ne, kar je bilo res. Ne. Se pravi, francoska oblast, ki je bila tukaj, ne, se pravi, francoska vojska je bila v resnici italijanska. Se pravi, Italijani so sem prišli. So jo sestavljali, zaradi tega, ker se pravi, Italija je bila neko izhodišče. Ne, Sej, v bistvu je, kar pove, ja. V bistvu ta njegova vojska, potem ko je Napoleon razširil meje Francije in ustanovil še različne satelitske države, kot je Renska zveza, Kraljevina Italija in Nizozemska, je postala večnacionalna. Ne? Se pravi, Francozi niso v svojo vojsko mobilizirali samo Francozov, ampak vse, kjer so vzpostavili oblast. Tukaj so bili Italijani, so bili Nizozemci, je bilo veliko Nemcev in mogoče kot zdaj asociacija, ne? Potem, ko so podpisali mirovni sporazum z avstrijskim cesarjem Francem in ko so šli na Rusijo, je cesar Franc tudi prispeval svojo, se pravi avstrijsko, našo, v narekovajih,
vojsko v ta pohod na Rusijo. Ne. Mogoče, če se dotaknem še tega, ne, tudi takrat sta bila v času tega pohoda ona dva tudi v žlahti, ker je bil torej cesar Franc njemu tast, se pravi Napoleonu. Ne. Skratka, to, kar je rekel Mitja, to je tako. Ne, ampak to, kar je Mitja rekel, ne, skratka, ne samo Francozi, ne, ampak nacionalno pisana armada je to bila, ne, ker so jemali v vojsko. Ni bil kriterij, da morajo biti Francozi, no. Tako da so bili Italijani, Nemci in tako naprej. To je glede tega upora, ne. Sicer je pa par stvari, se ne bom predolg, ne, ki so jih Francozi tukaj naredili in so mogoče pomembne ali pa se jih splača omeniti. Ne. Prva stvar je mogoče ta, da so ukinili kapitel kot cerkev, ne, kot pravno osebo. Ne. In namreč Francozi so hoteli cerkev oziroma so jo podržavati, ne, in ti duhovniki so postali, državni uradniki. Ne. In seveda, ker niso dobili plače, ne, konkretno od občine, ne, to je pa edinstven primer, ne, tako Vošnjak govori, ne, so se duhovniki odločili za stavko, ne, ker ne dobimo plače, pač ne bo maše. Ne. Tako da to je edinstven primer. Ne. Potem so pod Avstrijci so kapitel seveda obnovili, ne, v 20 letih kasneje. Potem ena cerkev je bila tukaj, seveda se ne spomnite, ker je bila konc 19. stoletja že porušena. To je bila cerkev svetega Antona na Florianovem trgu. Ne. Imenovali so jo tudi Florianova cerkev, tle, ki je zdaj ta trikotnik. Ne. No in tukaj je bila ena cerkev v zelo slabem stanju, ko so Francozi prišli, ne. So bile noter še maše in tako naprej, ne? Ampak Francozi so rekli, dovolj je, ne? Maš ne bo več, to ne bo več cerkev, zdaj bo skladišče za sol. In so pač imeli tam skladišče za sol. Ne? In ko so Francozi odšli, je še zmeraj ostalo skladišče za različno kramo, ne? Ampak cerkev je bila že res tako uničena, ne, da je bilo kar hudo. In čist na koncu, preden so jo podarili, je bila tam še, ne, kar je grozno slišati, ne, dekliška šola. Ne, se pravi, dekliška šola je imela težavo z prostorom, nikjer niso imeli prostor, ampak tiste deklice so dali tam v podirajočo se cerkev. Ne. Kjer je prej bila sol. Kjer je bila prej sol. Neslana šala, bi rekli. Ja. Potem take z banalnimi stvarmi so se tudi ukvarjali Francozi. Recimo si predstavljam, da ko so prišli sem, ne, so se malo sprehodili po mestu, ne, in so videli zelo veliko psov. Namreč odlok o psih so izdali praktično takoj, ko so prišli, ne, nekih je motilo. Očitno je bilo zelo veliko potekpuških psov. In so nek pravilnik sprejeli, nek odlok, ne, da mora imeti vsak pes značko, ne, za katero se plača 10 krajcarjev, od tega gre 2 krajcarja, gre sta za reveže. Tisti pes, ki ne bo imel značke, bo ubit. Ne. In mi v arhivu, ne, v novomeški enoti zgodovinskega arhiva Ljubljana imamo prav ohranjen register teh psov, ne, in moram priznati, da jih je precej. Ne. Novo mesto je imelo leta 1810, ko je bil ta register izdan, 1200 prebivalcev. 250 hiš je bilo vse skupaj. Ne. Če se kaj spomnim, tam je bilo psov, mislim, vsaj ne 200, če ne 300. Ne. Se pravi, Novomeščani so bili že od nekdaj ljubitelji psov. Ne. Še ena nenavadna zadeva, pa zelo pomembna in tudi aktualna. Ne. Ko so Francozi prišli sem v Novo mesto, so izdali kar par odlokov o tem, da je obvezno cepljenje proti vario oliveri, se pravi proti črnim kozam. Ne. Namreč samo enih 10 let prej je en angleški zdravnik, Jenner se je pisal, odkril to, rekel, cepljenje, ne, način cepljenja, vakcinacijo in tako naprej. Ne. In 10 let potem že imamo tukaj, se pravi v Sloveniji, prve primere cepljenja. Ne. In Francozi so tako rekli, ne, tisti otrok, ki ne bo cepljen, ne bo šel v šolo, ne. Sploh niso smeli to šolo. Recimo, ne. Starši, ki so imeli otroke, pa jih niso cepili, ne, niso smeli kandidirati za nobeno službo, nobenega denarja niso dobili. Ne. Se pravi, zelo striktno, ne, prav jezili so se, pa kmetje, pa kaj se to pravi, ne, mislim, otroci vam umirajo, ne, tle imate pa cepivo, ne, tako se mi je zdelo to neverjetno aktualno, ne, pa takrat, se pravi, to je bilo na začetku 19. stoletja, zdaj imamo pa
več kot 200 let izkušenj, pa imamo še zmeraj dvom, ampak iz drugih razlogov. Ne. Ne, mogoče nam pa Francozi manjkajo. Ali pa Francozi. Kaj pa nas pravzaprav še spominja, recimo tukaj v Novem mestu, na neko prisotnost Francozov? Ne? Poleg revoza, misliš? Poleg revoza, govorimo na Napoleonu. Ne? Tebe kaj spominja? Ja, marsikaj, no. Recimo, mogoče za ta vrbo zanimiva. Napoleonova vrba. Ja, to verjetno, mogoče poznate, ne? Verjetno, ali pa saj po imenu, a ne? Ja, na Tratah, ne? Verjetno ste že bili, tam je tudi lepo obeležena, ne, z neko razlago. Ne? In sicer piše, ne, če se ne motim, to je Napoleonova vrba, ne? In sicer gre zrasla je na grobu francoskega vojaka, ne? Nekaj tazga. Ne? Zdaj, jaz sem malo to pogooglal, ker nisem strokovnjak za drevesa, ne? In sem nekako ugotovil, ne, da vrbe več kot 50 let ne živijo, 100 let pa je res že čudež. Ne? Tako da že iz tega bi rekel, da je zelo težko, da bi bila ta vrba kot drevo, ne? Ki je med drugim, mislim, da lani je odmrla, ne? In zdaj, ali predlani, ne? In je zdaj neka nova, ta sorodnica prav, ne? Sestrična. Sestrična, ja, ne? Tako da seveda Napoleonova ni bila, ne? Napoleon je, kot vemo vsi dobro, bil sem enkrat na Slovenskem, ne? 1797, ne? In sicer v Ljubljani je prišel zjutraj čisto utrujen tam z enega pohoda, je šel spat, pol pa na kosilo, pojedu, pa naprej, ne? To je vse. Tako To je vse, kar imamo mi od Napoleona v Sloveniji, ne? Skratka, no, da nadaljujem s to Napoleonovo vrbo, ne? Jaz sem mislil, da je v bistvu to totalna bedarija, ne? Čistko, iskreno povedano, ne? Ampak zadnjič pa berem frančiškansko kroniko, ne? Hranijo seveda frančiškanski samostan, ne? In tam noter je bila ena zanimiva štorija, namreč o nekih francoskih vojakih, ki so bili v Novem mestu leta 1799 ujetniki. Se pravi, to so v bistvu rezultat nekih, bi rekel, avstrijsko-francoskih vojn, ne? In 500, naj bi jih prišlo 500, kar je neverjetna številka. Nastanili so jih tukaj v kasarni, to je prostor, kjer je danes sodišče, ne? In so začeli obolevati za neko kužno boleznijo, namreč za tifusom. In so jih po noč, ker so tako masovno umirali, iz mesta odvažali in potem pa sledi opis tega prostora, ne? In sicer med vasjo Žabja vas in Cikava na desni strani glavne ceste tik ob gozdu. Ne? Mislim, jaz takega opisa še nisem, to je neverjetno lokacija tega predela in sicer omenjajo, da je bil tam tako imenovani Exerzierplatz, to je vojaško vadišče, kjer so pač vojaki vadili, ne? Ampak so očitno, tako kot omenja ta kronika, ne? So izkopavali neke jame in potem noter metal kar po 10. Ne? Tako da možno je, ne, tako sem jaz polci razlagal, da je to, ne, nek odmev na to dejstvo, da so pa tam v resnici pokopavali, očitno so, ne, francoske vojake. Ne? Se pravi, to je prva zadeva. Potem je znamenita francoska kapelica na mestnih njivah, to verjetno tudi poznate, ne? To je nad pokopališčem tam blizu, praktično zelo blizu tiste nove ozelenitve od farmacevtov. Ja. Se pravi, ko greš od Ločne, ne, gor na vrhu. Ja. Ena taka zelo velika... Nad vrtcem Labot. Nad vrtcem Labot, evo. Ne? Zelo velika, kako se že reče... Neko kužno znamenje. Ja, kužno znamenje, ja. Oziroma kapelica, ne? Ta zadeva je malo bolj komplicirana, ne? In sicer štorija gre tako, ne? Ta francoska kapelica naj bi nastala v čast francoskim vojakom, ki so umrli za kugo oziroma za kužno boleznjo. Ne? In seveda to se takoj navezuje na to štorijo, ne? Ampak zakaj bi dejansko tam nekim vojakom sovražne armade postavljali kapelico, ne? To je prvo vprašanje, ne? Ni neke logike, zakaj je ravno tam, ne?
A lahko nekaj rečem? Ja, lahko, ja. Jaz sem pa prebral še drugo stvar. Prosim. To je, da tisto kapeljica je rodbina francoskega oficirja, ki je bil tukaj v Novem mestu v tem obdobju, se zadala v njemu v spomin in čast, ker je bil zaljubljen v eno kmečko dečvo iz tega predela Kamence in pa Ločne in to vasovanje njegovo niso dopustili te fantje, kot je bilo takrat navada, ne? In so v tistih pretepih, ki so takrat na tistem predelu nastali, so tega francoskega oficirja ubili. In spomin njemu so pol kasneje rodbina postavila to, reko, kapelo, ki še danes lepo vzdrževana, osvetljena in tako naprej. Ni pa to nekakšno kužno znamenje, kot reko 95% Novomeščanov trdi. Toliko dam pripomb. To sem bral. Kje ste pa to prebrali? Ja, poslušajte, to sem prebral. Ogromno stvari bo se tudi vi kaj našli. Ja, zdaj, tle je, hvala za to intervencijo. Sem zelo vesel, vse pol na koncu bomo imeli tudi čas za debato. Ne? Tle je zdaj še en problem, oziroma dva. Ne? Namreč, zakaj ta kapeljica, po moje, pa vendarle ni francoska, oziroma nič ne kaže, da bi bila. Ne? Namreč, če pogledamo na en zemljevid, malo starejši, jožefinski, Jožef II je dal izdelati en vojaški zemljevid, ne? To je pa preko enih 20 let pred Francozi bilo, ne? Je že ta kapeljica zelo, oziroma kapeljica, ne? Vprašanje, če je ta, ampak kapeljica na tem mestu je že narisana, urisana. Se pravi, to je prvi razlog, ne? In drugi razlog je pa strokovni. Ne? En znameniti umetnostni zgodovinar, Marjan Zadnikar, ki je bil mimogrede rojen v tisti hiši tam, ne? Je zapisal, oziroma ko je pregledal to kapeljico, je zapisal preprosto: kapeljica iz 18. stoletja stoji na poti, na romarski poti Novo mesto Trška gora, ker to je v bistvu ta stara pot. Ne? Se pravi, zelo verjetno je, da je to starejša kapeljica, ne, in Francozi nimajo dejansko nič s tem. Ne. Je pa res, ne, da lani so jo prenovili, ne, in je Revoz francoski dal kar nekaj denarja za prenovitev. Tako da v tem smislu je pa treba pohvaliti to. Ne. Zdaj je spet se strinjam, da je francoska. Ne. Pa miti pa legende itak zmeraj morajo biti. Ne. Sej, tako, že Grki, ki so postavili našo civilizacijo, so živeli od mitov in legend, in zakaj ne bi imeli še mi mite in legende. Ne? Tako da še zadnja stvar, se pa bi pa zaključili, verjetno je že čas. Ja. Pa raj še nekaj časa za vprašanje. Ja. Je pa tako imenovana nagrobna plošča intendanta Breteja. O tem sem pisal sicer v reviji Rast leta 2014, tako da ne bi čist preveč na dolgo, ne? Si lahko tam pregledate oziroma preberete. Gre pa za eno nenavadno štorijo, namreč v Dolenjskem muzeju so hranili oziroma še zmeraj hranijo eno ploščo, ne? Pod katero še danes, če se ne motim, ne, piše nagrobna plošča intendanta za Dolenjsko Breteja, umrl je leta 1810 v Novem mestu. Ne? Okay, ne? In jaz pač, ko sem že delal, sem prevajal napise za njihov lapidarij, ne, sem ugotovil, da ta gospod Bretej, ne, ki je bil sicer iz neke izjemno spoštovane, ugledne družine iz Pariza, ne, in je bil tukaj šef, bi rekel, te kresije oziroma distrikta, ne, kot se je tako imenoval, ne, da je sploh ni umrl tukaj v Novem mestu 1810, ampak 1864 v Parizu. Ne. Se pravi, ne. Mislim, to, če pogooglaš, vidiš. Ne. Seveda, Jarc, ko je to delal, ne, Janko Jarc, ni imel Googla in mu je bilo malo težje, ne, to njemu v bran, ne, ker on je nekako očitno zagrešil to napako, ne. In gre pa za latinski napis, ne, s kronogramom, ki da leto 1810, in šlo je v bistvu za napačen prevod. Ne. Pač v muzeju oziroma eni prevajalci tudi so napačno prevajali ta napis, ne, kot da je Bretej tukaj umrl, ne, v Novem mestu. V resnici gre pa samo za to, da je leta 1810, in to je pa pomembna zadeva, ne, francoska oblast po zaslugi Breteja, ne, ki se omenja,
uredila novo pokopališče. Ne? In sicer to je bilo, mogoče veste, na Novem trgu. Ne? Je bilo od leta 1810 pa tam nekje do 1825 je bilo pokopališče, ne? In civilno seveda. Ne? In dejansko to je to, kar sporoča tabla. Ne? In ker so pač napačno prevedli, ne, smo pa to korigirali. Ne? Tako da zdaj stvari stojijo, sem še v muzeju moram popraviti. Ne? No, super. Zdaj pa, da res ne bomo predolgi, bi samo še mogoče Matjaža prosila, da zaokroži, se pravi, kako se v bistvu zaključi ta zgodba z Napoleonom. Ne sem tukaj, ampak pač ne. Vsi vemo, to je Waterloo in podobne zgodbe, pa če mogoče čist na hitro povzameš Okay, voilà. padec. Se pravi, težave bi jaz rekel, da so se začele že v Španiji, kjer jo je Napoleon sicer zavzel, pa je tam prišlo do gverile, se pravi do odpora, partizanskega odpora proti njegovi zasedbi, s čimer se do takrat niso Francozi bili navajeni soočati. Ne. Seveda so ta odpor podpihovali Angleži, normalno, pa vendarle je glavnina tega upora bila na španskih ramenih. Tukaj tudi pride beseda gverila, ne. To je guerra, majhna vojna. Ne. Skratka, tukaj so bile težave, potem ostale armade, ne, so se od Francozov učile in so napredovale in so postajale čezdalje bolj enakovredne francoskemu načinu bojevanja, ne, ker seveda se učimo od boljših. Ne. In pa seveda katastrofa, ki se je zgodila v Rusiji. Ne. Zdaj lahko bi na dolgo in na široko, zakaj je bilo treba v Rusijo spohiti in tako naprej, pa bomo predolgi. Skratka, Napoleon je izgubil tam cvet svoje armade, potem je sicer sestavil novo, ne, iz regrutov in nekih teh veteranov preživelih, pa vendarle to je bilo leta 12, je bila ta ruska katastrofa in leta 13 se ta nova francoska armada ni več uspela kosati z ostalimi armadami in so izgubili še bitko pri Leipzigu, ne, kjer so se postavili proti Franciji pravzaprav vsa ostala Evropa. Ne. On je potem bil leta 14 prisiljen odstopiti, se pravi, mogoče je to, ali je bil tiran ali ne. On je odstopil, ko je spoznal, da je izgubil. Ne. Vete, ni se boril do zadnjega, recimo, ali pa kot kakšni fanatiki. Ne. Skratka, je odstopil in so mu zmagovalci namenili, sicer se mi zdi kar v redu usodo, namreč izgnanstvo na Elbi. On je dobil tudi nekaj vojakov, topov, 2 ladji, spremstvo. Skratka, mišljeno je bilo, da bo tam vladal v tem otoku. Ne. In on se je tudi tega kar resno lotil, tam začel takoj z nekimi reformami, mogoče kakšen odlok o psih izdal, ne vem, ali pa kaj podobnega, ne, ker on je hotel vse nekako urediti. Ne. To bi mi šlo strašno na živce, če ni bilo urejeno. No, skratka, se je resno tega lotil, pa vendarle ga je mikalo, da mogoče bi se pa dalo še kaj narediti, posebej zato, ker so iz Francije mu poročali, da z novo oblastjo, ki so jo nastavili zmagovalci, na oblast so namreč brata od Ludvika 16., ne Ludvika 18., da Francozi niso zadovoljni, oziroma predvsem bi rekel zaradi strahu, da se ne bodo obnovili predrevolucionarni časi. Ne. In je pač on poskusil srečo, bi jaz rekel. Ne. Vendarle ne bi bil on, ne, če tega ne bi naredil. Ne. Torej se vrnil nazaj v Francijo, kjer so ga Francozi malo čudno pogledali, vendar ga sprejeli. Se pravi, se mu priklonili in ga spet postavili za cesarja. Ne. Mogoče je ta legenda zanimiva z maršalom Nejem, to je bil en maršal, ki je služil Napoleonu, potem je bil pa v službi pri tem novem kralju. Ne. In ta nov kralj Ludvik 18. je poslal tega maršala Neja, da gre aretirati Napoleona, ker je pač uzurpator. Ne. Kaj pa bo to zdaj? Ne. Napoleon je imel zelo majhno spremstvo in to je ta ogromna vojska Nejeva se srečala, mislim, da so se pri Lyonu nekje srečali, da ga bodo aretirali, ne, in so ta maršal zelo tako odločno nastopil, zdaj te bomo aretirali in tako naprej. In Napoleon naj bi rekel, prav, lejte, tlele so moja prsta, streljajte vame. In vojaki so seveda obstali, ne, a sem vaš cesar ali nisem. In potem so seveda zaupili, žive od cesar in to je bilo to. Skratka, lejte, če on ne bi imel te neke karizme ali pa te nekega šarma, ali ne vem, potem ga bi seveda zaprli, aretirali in ga dali tam. Ne. Tako da on se je potem vrnil še za 100 dni na oblast, izgubil še to zadnjo bitko pač pri Waterlooju, ne, in bil potem dokončno izgnan na Sveto Heleno, odkjer pa ni bilo pač več vrnitve nazaj in je tam pač 1821 tudi umrl. Ne. Tam pa ni bilo več tako lepo kot na Elbi, tam je bilo pa pač nekaj spremljevalcev je imel. Narekoval spomine, nekako poskušal, kako bo zapisan v zgodovino, ga je zanimalo. Ne. Zelje je tako in pač umrl. Ni bil pa zastrupljen, kot so bile neke legende, so ga Angleži zastrupili. Ne.
In potem, kasneje, je eden od naslednjih kraljev, to je bil Ludvik Filip, dosegel, da so Angleži dovolili, da ga prekopljajo in so ga iz Svete Helene prenesli v Pariz in je bil tam slovesen pokop, tako da je pokopan v Dom des Invalides, torej v Parizu. No. In srce je tudi njegovo, ne, verjetno. Ker njegovo, to ne vem, če veš, ne, njegova želja zadnja, med zadnjimi je bila, ne, da bi njegovo srce pač, ne, posebej, ne, zapakirali, ne, in ga odnesel Mariji Luizi, ne, kar je v bistvu dost neko tako oznamenje, ne, da očitno je bilo neka naklonjenost med njima. Ne. Ampak mislim, da niso tega uresničili. Ne. Me pa zelo veseli, da nismo čisto nič govorili o tem, koliko je bil Napoleon visok. To me je pa res. Danes, preden sem šel sem hčerko čisto malo za foro vprašal, kaj veš o Napoleonu, osnovna šola je. Ne. Sem vem to, da je bil majhen. No, zdaj je ona končala v osnovno šolo, pa prihaja v eno drugo šolo. Ne. Zdaj se bo po izobraževanju začelo. No, to bomo še videli. Tako, jaz bi se najlepše zahvalila gostoma. Predlagam, da se potem v bistvu, ne, če bi še kdo želel kaj poklepetati, da se tlele pri omizju oglasi pa tako. Kakšno vprašanje? Bo je že kar pozno, bomo kar takole v neformalnem delu poklepetali, ja, tako da, ja, ne, se pravi, nek red mora biti, pa čeprav slab. Tako da to, jaz bi, ja, še enkrat najlepša hvala, bi pa še povedala, da v bistvu bomo zaključili, hvala. Hvala vsem, ki ste prišli v tako velikem številu kljub dopustom in vročini. Tako, najlepša hvala obiskovalcem, pa še povem, da imamo eno presenečenje oziroma še en poslastico. Namreč ponovno se nam bosta pridružila Tjaša Princ in Jernej Fabjan z enim čudovitim šansončkom oziroma francoskim samospevom Gacibella. Počakamo. Gremo kar dol. Casti bel solum alla corabina, shonte sosi. Kelko atilko Newdonia Sabina, kelko di si, shonte do se villageois la trovo